Torej, Državni zbor je zagotovo ena od inštitucij, ki je izjemno zanimiva za javnost, ne samo skozi televizijske prenose in spremljanje sej, ampak tudi zaradi tega, ker to zgradbo zelo radi obiščejo prav vsi. In želimo si, da bi veliko obiskovalcev bilo tudi s strani invalidov in vseh tistih, ki težje premagujejo ovire, arhitektonske ali pa kakršnekoli, ki se pojavljajo v vsakodnevnem življenju. No in Državni zbor je prilagodil oziroma vgradil vse naprave, ki omogočajo primeren dostop invalidom in mislim, da resnično sledimo vsem tem potrebam, ki se kažejo pri našem delu. Zagotovo pa je tudi vedno možno tudi v nadaljevanju še kaj dopolniti in zato tudi poskušamo načrtno pristopiti k posodobitvam, tako tehnologije kot tudi arhitekturnih ovir, tako da ta hiša lahko postane še prijaznejša. Vendar upam si reči, da smo hiša po meri invalidov. Torej, tudi za gluhe in naglušne smo poskrbeli z našo tehnologijo in mislim, da se da vse zahtevane postopke peljati tudi na ta način. In seveda si želim predvsem to, da bi v Sloveniji vendarle se zavedali bolj, kot se mogoče zavedamo ta hip, da živimo v izjemno prijetni državi, da je to država, ki je stopila ob bok najrazvitejšim državam, ne samo Evrope, ampak tudi sveta s svojo odločitvijo po samostojnosti. In ta hip, kar nam pravzaprav mogoče manjka, je dejstvo, da se v javnosti preveč poskuša prikazati, kot da mogoče v nekem trenutku nismo dovolj odgovorni do države, da nismo dovolj odgovorni eden do drugega. In v tem prepričanju naj bi živeli v tem trenutku. Mislim, da ta občutek ni pravilen, kajti dejstvo je, da je Slovenija znotraj srednjeevropskih držav med najuspešnejšimi, tudi ko pogledamo naš finančni položaj, tudi ko pogledamo našo gospodarsko rast. In mislim, da smo lahko ponosni, da v Sloveniji ta hip več ustvarimo, kot porabimo. In to je tisto izhodišče, na podlagi katerega zagotovo lahko pričakujemo, da bomo lahko izpolnili zahteve in pričakovanja, tako naglušnih kot gluhih in drugih skupin, ki potrebujejo posebno pozornost, kajti ravno ta odnos medsebojni je tisti, ki ga mogoče premalo uporabimo v teh obdobjih in se premalo zavedamo, koliko medsebojnih pomoči je tudi v teh časih krize bilo že izvedenih. Moram pa priznati, da sem izjemno navdušen ob vsakršnem srečanju s člani društev gluhih in naglušnih, kajti vedno znova pustijo pri meni en poseben, prijazen pečat, zato sem resnično zelo zadovoljen, da sem se lahko v tem letu, ki se nekako izteka, imel priložnost spoznati z mnogimi in želim si, da bi v naslednjem letu bili uspešni tako pri svojih prizadevanjih, kot tudi sicer v pogledu, da izboljšamo ne samo Slovenijo, ampak tudi svet.